Tole je pa hiša Evropske unije. Gremo zdaj vprašati dve punci, kaj pa vidi tukaj delata. Živijo? Živijo. Hiša Evropske unije. Tako. Kje pa smo to? Smo na bregu 14 ob Ljubljanici. Je lepo, ne? Sonce. Danes je sončen dan in zelo lepo. Kaj pa vidi počnete tukaj? Če ima kdo kakšno vprašanje v zvezi z Evropsko unijo ali pa kakšne študente zanima, kakšno zaposlovanje pa delo v državah članice. Tako da, malo promocije pa tako, če koga kaj zanima. Pa se ti zdi, da mimoidoči poznajo Evropsko unijo, oziroma kaj jih zanima, no, tiste, ki se tu ustavljajo? Ja, kakšne starejše bolj to institucije pa delovanje pa to, ne. Pač študenti se pa to Erasmus pa delo in študij pa kakšne take zadeve zbirajo pa to. Pa tudi kakšni mlajši pa bolj čokoladico vzamemo pa take stvari. Imate dosti čokoladic na zalogi? Imamo, dosti, ni problema. Kaj pa vse lahko vzamemo tle? Ja, pač osnovne dejstva in podatke o Evropski uniji, pa ta zaposlitveni portal, to je ful popularno, pač zaposlovanje v vseh državah EU, pa to za mlajše predstavitev držav, te institucije Evropske unije, pač na kratko predstavljene osnovne dejstva. Kaj pa, ti si zaposlena tukaj ali si študentka? Ne, jaz delam prek študenta. Kaj pa je tvoja študijska, kaj je tvoje zanimanje, recimo, kjer področje v Evropski uniji? V bistvu jaz študiram pravo, tako da pač bolj pravno področje te zadeve, zakonodaja, ustava, take stvari. Hej! Kako si pa pristala tu not v tej druščini? Ja, pač rabili so nekoga, zdaj, ko je ta promocija v 50. obletnici rimske pogodbe, pa so rabili malo študente za promocijo, pa sem pač prišla pomagati zdaj, tako da. Pa te zanima delo v Evropski uniji, oziroma bi šla kam ven iz Slovenije najbrž? Ja, pa če bi bilo kaj takega, ki me zanima, kakšno tako področje, ki bi bilo meni simpatično, definitivno, zakaj pa ne? Kdo se pa ponovadi ustavi tukaj? Zelo različno, ne? Zdaj, kakšni starejši ljudje, recimo starejši ljudje, ki jih pač zanima, so pač v penziji, malo čas in jih zanima to, ono, tretjo. Tako, kar je rekla Vesna, da pač dosti v institucijah, ne? Recimo pa družine z majhnimi otroki jih recimo zanimajo malo, recimo tale hiška za otroke, pa potem, ko imamo razna taka promocijske, veš, to so magnetki za na... Da, jaz bom tudi enega. Ja, izvoli. To je v bistvu tole, pa še tole si vzemlja, to je ekologija. Ja, ekologija je pomembna stvar. Recimo, jaz tudi mogoče malo forsiram naprej, ker se meni osebno to zdaj pomembno, ne? Se pravi, s kakšnimi vprašanji pa najpogosteje se ustavljajo ljudje tukaj? Različno. Ene zanimajo študij, ne? Študij je dosti zanimiv, zdaj pač ta Erasmus, pa pač mladi ljudje zanimajo, kakšne potenciale imajo, recimo bolj, ko bojo diplomirali ali pa že zdaj za čase študija jih zanima, ali lahko grejo pod kakšnimi pogoji pa tako naprej, ne? Izven okvira teh bilateralnih pogodb med fakultetami, ne? Kaj pa ti študiraš? Politologijo. Imaš ambicije iti v Bruselj? Kaj pa vem, veš, mene bolj zanimajo, ne vem, človekove pravice, ne? Zdaj, če bo v okviru Evropske unije ali pa v okviru česarkoli drugega glede človekovih pravic, bolj bom šla, ne? Zdaj mi je vse enkira inštitucija, ampak to pač mene zanima najbolj vsega. Pa se lahko malo zmotim, ko vidim, da ste ravno nekaj vzeli. Vzel, ja, pol potovanja. A ste se prišli poinformirati o Evropski uniji? Tudi malo. Kaj pa vas zanima? Potovanja. Aha. Tu smo našli za eno tako miniaturno knjižico o Evropski uniji. Poglavje vi sodno varstvo. Vi? A pa se tukaj vidi? To je mini, ne? Mini. Moče moraš malo raztegniti, ne? Pa potem počasi obračati. To je za one, ki imajo še prve očitke, ko moja mama pravi, vidiš, lastninske pravice. Ampak to je verjetno ena med manjšimi publikacijami o Evropski uniji. Ja, ampak je pa zanimiva, zato ker je tako majhna, vidiš? Pa priročna. Če moramo pokažeti še, koliko je velika, tako v primerjavi z, recimo... z mano, ali pa v primerjavi z eno klasično publikacijo. V redu, fajn. To je zanimivo, lik za to.
pa res taka žepna, tudi za majhne žepke.